Smučanje je uživanje v naravi, v gibanju, v svobodi. Za Slovence pa je še precej več. Je del identitete in hkrati tudi veščina, ki bi jo moral, če že ne obvladati, pa izkusiti vsaj vsak Slovenec. A zadnja leta se ta zimska zgodba, ne le pri nas, ampak tudi drugod po Evropi, piše z rahlo drugačno vsebino kot nekoč. S tanjšo snežno odejo, višjimi stroški, dražjimi vozovnicami in s končnim vprašanjem, ali bomo zavoje po belih strminah v prihodnje sploh še lahko risali vsi, saj iz leta v leto povprečni slovenski družini smučanje predstavlja luksuz. Doline so še tiho spale pod odejo megle, ko so prvi sončni žarki že tipali bele strmine, ene najlepših razglednic slovenskih Alp. Vogel je znan kot eno najbolj naravnih in snežno zanesljivih smučišč v Sloveniji, saj leži med 1500 in 1800 metri nadmorske višine, ponuja pa približno 22 km urejenih prog, primernih tako za začetnike kot za izkušene smučarje. Še preden se je parkirišče v dolini začelo polniti, je bilo na planoti visoko nad gozdno mejo živahno že ob 7. uri zjutraj. S prog je odzvanjal zvok motornih sani nadzornika smučišča, ki je pregledoval proge, sprevodnik je v dolino že poganjal prve gondole. Dan, eno vozovnico, prosim. Ja, celodnevno, ja. 40? 4,5 evra ceneje, ker je ta dan obratovalo manj prog. Ni slabo, sem si mislila in se čudila vedno večji gneči na parkirišču, kjer je vozilo usmerjal redar, ki tu dela že vrsto let. Če bi pred 20 leti isti dan imeli, kakšno bi bilo parkirišče pa danes? Mislim, da je kar podobno. Res? Ja. Nihče od nas najzgodnejših ni želel čakati na nov prevoz. Upala sem, da se bo občutek sardin v konzervi izplačal in da me više čaka prava zimska pravljica. Če že ne z obilo zasneženimi hribi, pa vsaj obilnim soncem. Kakšno sonce! Najprej sem zavila v ski servis. Dan, a sposojate tukaj opremo? Kot to stori vedno več smučarjev. Na vsezadnje se cene smučarske opreme začnejo pri 500 do 600 evrih. 6krat moraš torej smučati, da se ti splača, da si kupiš. Koliko pa je na dan? Na dan je 29 evrov. Kaj, cel komplet? To so pancerji, smuči, palice. 29 evrov. A čelado imaš? V izposojene smučarske čevlje je noge trpala že družina iz Zagreba. Pa angleški par. Well, Austria was much bigger resort, but this is much cheaper. Pa Londončana, ki sta na Vogel prišla na zaroko in smučarski tečaj. I didn't know we were coming to Slovenia, so yeah, you just said it's cold, it's fairy tale-like, magical, and it is. In daleč od tega ta dan res ni bil. Krepki, a soncen z nosem minus, ki je ohranjal perfektno progo, Uživanka! smučarjev pa za delovni dan ravno prav. Grem še eno. Raziskave na vsezadnje kažejo, da je alpsko smučanje približno enakovredno kolesarjenju ali veslanju, pomlajuje krvne žile in celice, izboljšuje ravnotežje, kot stil intervalne vadbe pa podaljšuje življenjsko dobo in telesno pripravljenost. Jasno, če smučamo z glavo in primerno svojim zmožnostim. Kam greste? Na delo. Na sedežnici sem ujela nadzornika smučišča. V naročju mu je počival vrtalni stroj. To je obvezna oprema nadzornika. Matic Udir kot vodja nadzornikov smučišča nikoli ne počiva. Krožimo cel dan, nadzornik ima cel dan mora smučati, to je njegov šiht. Poleg njega je zato, da je danes smučišče delovalo kot mora, delalo še 35 ostalih ljudi, od tehničnega osebja, nadzornikov, reševalcev, redarjev, blagajničark. Gremo? Gremo. Ostro nadzornikovo oko je ujelo najmanjšo podrobnost, ki ni spadala na progo. Zmeraj kaj. Zablodelo vejico, podrto označbo in okrc nad budnim smučarjem, ki so zavili izven smučišča. Ne vem, mladost je norost, ampak lahko je pa ledeno, pa se kaj zgodi. V povprečju reševalci tu posredujejo enkrat do dvakrat na dan. V večini gre za padce, zvine, zlome. Je pa dostikrat, da se smučarji precenijo svoje znanje pa razmere na progi. Zjutraj prideš, je fajn, da se mehko ogreješ, gre par fur
bolj na izi, pa potle, da stopnjuješ. Posebnost Vogla so prosti tereni ali tako imenovani freeride in občutek neokrnjene narave. Na vse zadnje se tu smuča le na pravem snegu. Strošek umetnega zasneževanja res da manjka, ga pa zapolni vzdrževanje terena in žičnic skozi vse leto. Kot na primer ravnanje terenov in zatravljanje. Vsi hočejo nekaj imeti za ta denar, ker kupijo karto in včasih tudi ne razumejo, če imamo naraven sneg, pa led, pa žled, da tudi ne moramo pripraviti lih do ure obratovanja, da so kakšne minute lahko tudi zamudi z obratovanjem. Smučanje je bilo desetletja skoraj samoumeven del slovenskega načina življenja. Zime so bile bele, smuči so stale v kleti ali na balkonu, šolski smučarski tečaji pa so veljali za nekakšen obred odraščanja. Eno? No, zdaj pa ne bo nehal, ne? A po podatkih Smučarske zveze Slovenije pri nas smuča le še 17% odraslih. Razlogi v prvi vrsti globalne klimatske spremembe, pa družbene, kulturne in jasno ekonomske. Koliko ste zapravili do zdaj? 40 karta, ti si dal 35, 75 čajček. Enih 100 bo, a ne? Na osebo. Ker sva se odločila, da si med odmorom privoščiva še nekaj toplega. A grejo zdaj na majico? Marjas sodeliva. Živijo, kaj pojedel? Ja. A še preden smo naročili, Žlanar bom preveril, če sta dohtarce še kle, prej sta bili v viharniku. Na meni si brado prebil. na terenu sta bila že reševalec in nadzornik smučišča, ekipa na reševalni postaji pa v pripravljenosti. A pšivala kaj? Ja, eno brado za zaščit. Malico je Matic tokrat vseeno lahko pojedel v miru. Tudi sicer se mi je zdelo na terasi precej mirno. A so pa, ko vstanejo, kdaj kakšne žurke kle gor? Ne, ne. Ne, tega pa ni več. Ne, ne. Kako ne? Nimamo prenočišč. Pogled na cenik, tople jedi v povprečju okoli 15 evrov, pivo okoli 4. Višjo ceno všteto tudi to, da je to nekdo moral na 1700 metrov vseeno pripeljati iz doline. Ej, je še kaj robe danes? Tudi ta dan je tovorna žičnica iz doline pripeljala zaloge hrane, pijače, plina in okoli 800 litrov nafte. To je 2-3 fure naredimo. Za tisti dan so delavci na tovorni žičnici zaključili. Po vedno daljših sencah pa se mi je zdelo, da bomo to morali kmalu storiti tudi smučarji. A za nekatere se je tisto glavno delo šele začelo. Najbrž si kavo kuhajo pred začetkom. Von kave me je skozi zavite hodnike vodil v kraljestvo tehnične ekipe. O, kako lepo tukaj diši. Topel sprejem, prijetno vzdušje. Živijo, evo, le klep placek zraven mene. Nova sodelovka sem. Ana. Vroča kava, nostalgične zgodbe. Kleme se je videl, streha, pa zratrakam je bil pojem na vrh strehe. Tukaj je bilo Res? da je bila vajta vse snov. A na Voglu je zdaj precej več takšnih zim, ko vozniki teptalnih strojev sneg bolj narivajo na smučišča, kot teptajo metrske snežne odeje. Pa ste šli poj z nami dol? Ja, če lahko. Zdaj gremo pa na delo. 10-tonske pošasti so začele pod seboj mleti in ravnati podlago. Ne sme biti robov, mora biti res bolj zravnano, vse se dobro. Ko je bil del proge poteptan, so prišle na vrsto vlečne poti pod vlečnicami. Kaj mi gremo kledal? Ja. Kje so češiva padla? Ne, se ni tukaj strmo. Tam je dol bubel. S Tomažem sva po strmem pobočju lezla vse počasneje. Tlele je strmo. Tale postro, oh my god. A to se ne moreš prevarati? Ja. Tomaž me je zamotil s pripovedovanjem zgodb. Nekoč bi se skoraj da zgodila tragična nesreča, ko se je sprožil plaz na smučišču. Tlej pa kri na tleh. Peljala so se ravno mimo mesta današnje nesreče. Tomaž je nadaljeval s pripovedovanjem zgodb iz zlatih časov. Menda je bilo nekoč toliko snega, da so ga narinili vse do sedežev na sedežnici pred nama. Tukaj sem snega spružil, da se je lahko dol dal. Tudi po Žagarjevem grabnu, ki pelje vse do doline, se je smučalo vsako sezono, nazadnje sicer predlani.
A tudi sedaj, če je vsaj 30 do 40 cm snega, ga za smučarje vseeno uredijo. Trudijo se za čim daljšo sezono, ponavadi do začetka aprila. Včasih pa se je smučalo tudi do maja. Evo, če bo pa prvomajske še klepa, pridem gor. Siguran, evo. Če ne drugega, pa s turnimi smučmi gor. Kako pa dihajo tuja smučišča? Podala so se le streljaj čez mejo na eno nam najbližjih avstrijskih smučišč nad Osojskim jezerom. Nisem slišala tudi slovenske besede. Tudi tu je bilo že pred 8 zapolnjenega kar precej parkirišča. Osojščica oziroma Gerlicen je smučišče, ki je tudi na avstrijskem Koroškem zelo priljubljeno, saj v regiji velja za smučišče dostopno z več smeri. 69,5 evra. Za 25 evrov dražja kot na Voglu, a s precej večjim repertoarjem. Čakalo me je namreč kar 53 km vzorno urejenih prog. Skapadli Gerlica. Kaj je bliska fajn. A da sem samo prišla do sem morala plačati že slabih 13 evrov za vinjeto in 9 tunelnine. Bila sem že na dobrih 90 evrih, kje je bil še bencin, hrana in ponovno izposoja smučarske opreme za snemalca. A to moraš vseeno to pisati, kaj? Že... Sorry, how much? 49. Ok, no to je pa malo dražje, kot na Voglu. Thank you very much. Tudi tu je bila večina smučarjev, ki si je izposojevala opremo tujcev, vzdušje pa razigrano. Tu si šampanja, prosecco, koliko več? 2 or 300 people every day. Menda celo iz Hollywooda. John Travolta, we have together photos. He like here. He want come here every year. Španec Don Carlo, ki v smučarskem servisu dela že nekaj let, se je zaljubil. Najprej v Avstrijko, potem v smučanje. Najraje prizna, ima slovenske smučarje. If I speak with Slovenian people, they have always good education and very polite people. Jasno, ob prižgani kameri človek ponavadi rad postreže izpraševalcu všečne odgovore. Lepo si puno. Lepa sem. Ja, hvala. Most beautiful woman from Slovenia, yes, in Europe, yes. Končno sva snemalcem lahko smuči le položila na sneg. Čutim, da bo danes lep dan. Prav zgleda ogromno ljudi, ampak smučišče tako veliko, da se bom nasmučala. Vznosni gneče je bilo slišati plejado jezikov. Odkjal? Od Bratislava. V Ličarskom Vicviku. Tak. Dobre. Dobre. Smučišče Osojčica je znano po svojih razgledih. A zaradi izpostavljenosti rad tu zaveje tudi močnejši veter. Sej lepo vreme sem, malo pa pihlja. A tako pač je, ko se menja vreme. K sreči v moj prid. Pa tudi v prid sonca in snežnega terena. Aj dobra. A večina snega je tu umetnega. Auf den Pisten haben wir fast ausschließlich Maschinenschnee, den wir selber erzeugt haben. Das ist aber ganz normal, das ist schon seit 20 Jahren. Markus Ramsbacher že 25 let živi v smučišči. Največja njegova strast je deskanje na snegu. Za prihodnost smučanja pravi pa ga ne skrbi. Ich höre immer, in 5 Jahren gibt es keinen Schnee mehr und in 5 Jahren gibt es keine Skifahrer mehr. Hat sich alles nicht bewahrheitet. Es gibt Schnee, es gibt Skifahrer. V Markusovi družbi sem se pognala še na drugo zahodno stran smučišča. In zazdelo se mi je, da prisostvujem v avstrijsko-slovenski bitki. Ja, malo počasneje pejdi, ja. Langsam. Ja? Prvih zavojev sem se naučila sama, za domačo hišo, sem razmišljala med rezanjem strmine. Danes se zaradi zelenih zim otroci manj gibljajo po snegu, zato potrebujejo smučišča. Wunderbar. Ja. In ta stanejo. In če je bila zimska šola v naravi nekoč zastonj, država danes sofinancira le eno šolo v naravi, in sicer 82,2 evra na učenca, kar za 5 dni smučanja še zdaleč ni dovolj. Zato smuča iz leta v leto tudi manj slovenskih otrok, kar je žalostno. Ja, ich weiß, Slowenien ist sehr eine Skination. Wir sehen es natürlich auch. Wir können ja sehen, wie viel fahren die slowenischen Gäste. Und sie fahren viel, viel mehr als die Kärntner Gäste.
an einem Skitag. Aber auch die Kärntner sind natürlich haben große Freude am Skifahren. Ist quasi in unserer DNA Skifahren. Wir kehren auch gerne mal ein in eine Hütte auf eine gute Jause und einmal ein Bier. Das ist auch in unserer Lebensart. In tako sem si tudi jaz po avstrijsko Koroško vzela odmor in v eni od koč naletela na presenečenje. Imajo kreditnih kartic 65, pa ti imaš. Ja, znatno više kot pri nas. Ja, imam tudi sendviče. A verjetno je le malo Slovencev, ki si tu ne bi privoščilo vsaj enega kozarca B vitamina, nekateri pa še kaj več. Dvosobni apartma z zajtrkom, 5 noči, 1200 evrov. Za celo familijo. Ja, za celo družino, bazen, savna, igralnica. Prejšnji teden sem bil na Veltalu, čas Kačberg, danes pa piše, smo pa tlele. Nauč rečeš 100 evrov, tako šta smučarski dan, če greš v Avstrijo. Se res pozna, ko so širše, daljše proge, greš parkrat na sezono in se res nasmučaš. Na koncu sem zložila račune in vtise. En smučarski dan na Voglu me je skupaj z vozovnico izposojal opreme, kosilom in prevozom stal nekaj več kot 100 evrov. V zameno sem uživala na tisti dan odprtih dobrih 6 kilometrih prog naravnega snega, ki jih, hvala Bogu, zaradi delovnega dne niso bile prepolne. Avstrijska smučarska odprava je mojo denarnico udarila precej močneje, skoraj še enkrat toliko. Dodatni stroški, tunelnina in nakup vinjete. A tudi izkušnja je bila večja, 53 km odlično urejenih prog na kompaktnem snegu. Precej cenejše pa boste prišli čez, če boste s seboj za prazen želodec prinesli hrano in pijačo. In uživali v razgledu, to je pa tudi zastonj. In ja, človek ne more mimo vprašanja, ali je bilo vredno. Odgovori naj si vsak zase. Dejstvo pa je, da je bilo smučanje za povprečno družino vedno luksus. Razlika je le v tem, da smo nekoč ta luksus zaradi belih zim lahko prenesli na domače travnike ali vaška smučišča. Danes pa je šport, ki smo se ga kot otroci učili skozi igro na domačem hribu, resen finančni zalogaj.